Lepo pozdravljeni. Tole je peto predavanje z NMR spektroskopije za biokemike in kemike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Do zdaj smo se spoznali z nekimi osnovami 2D NMR spektroskopije. Obdelali smo Cozy spekter in se spoznali s povezavami, ki dokazujemo s take vrste spektra preko vezi. Našli smo korelacijo v spektrih, ki smo jih pripisali skalarni sklopitveni konstanti. In smo imeli informacijo preko vezi. Obstaja pa še komplementarna interakcija, ki smo jo sicer že omenili čisto na začetku predavanja, smo tudi povedali, da gre za nuclear Overhauser efekt, tukaj pa gre za to, da dve jedri, v tem primeru dva protona, ki sta si prostorsko dovolj blizu, čutita drug drugega. Osnova interakcije je, da jo obravnavamo kot dva mikroskopska dipolčka, magnetka, ki čutita drug drugega. Že v samem začetku predavanj, ob koncu prvega predavanja, smo si ogledali takle energijski diagram. Predpostavili se, da imamo dva spina, I in S, ki v osnovi nista, se pravi, sta singleta, med sabo nista sklopljena preko vezi, preko skalarne sklopitvene konstante, sta pa dovolj blizu, da čutita stanje drug drugega. Videli smo, če nasitimo posamezne prehode in dovolimo tele prehode s spremembo nič kvantov ali spremembo dveh kvantov, ki seveda ne dajo sami po sebi toliko odveljavi, se pravi, jih ne moremo direktno izmeriti, vplivajo pa na populacije prehodov preko posameznih prehodov za posamezni spin, spremembo enega kvanta, tako imenovani single quantum transitions, in da se tele verjetnosti, ki smo jih označili z dvojnim vezom prehode, se pravi spremenijo, povečajo in tako naprej. V samem začetku takrat smo tudi videli, da so verjetnosti za prehode, spremembo dveh, spremembo nič, pa spremembo enih kvantov močno odvisno od tega, kako se molekula reorientira, angleški izraz je tumble, in da je konstanta, ki definira to prekopicanje, tumbling molekule v raztopini, da je rotacijski korelacijski čas. Naj spomnim, da smo definirali zvezo, ki jo je zapisal Salomon in jo lahko imenujemo Salomonova enačba. Rekli smo, da je NOI namesto jedro I, je takle vlomek. V števcu imamo verjetnost za prehode s spremembo dveh kvantov minus verjetnost za prehode z nič kvanti, deljeno z vsemi prehodi. Zdaj tudi verjetno po 4 predavanjih razumete, da je tale del je celotna dipolarna relaksacija. Pa tukaj je drugi zapis, ki bolj slikovito predstavlja, zakaj gre. Nasičujemo jedro S in opazujemo intenziteto signalov za jedro I. Nekaj izrazov, ki nastopajo v literaturi, za sam tale kurs ne bojo pomembni, samo toliko, da imate popolno informacijo. Se pravi, števec v tej enačbi, se pravi razlika v verjetnosti za prehod z dvemi kvanti ali pa minus verjetnost za prehod nič kvanti, rečemo cross relaxation rate constant in označimo s takšno sigmo IS. V imenovalcu sem pa že omenil, pa dipolarna longitudinalna relaksacija, se pravi vsi procesi, ki pripeljejo k relaksaciji, zavšel si z tako imenovani T1 proces. Se pravi, tle še nekaj izvedb, kako potem izgledajo te relacije. Spomnil bi samo na to, da je tale verjetnost za prehod s spremembo dveh ali pa nič kvantov močno povezan s tem, kako molekula prekopica. Karakteristična vrednost je produkt omega, se pravi Larmorjeve frekvence za to jedro s rotacijskim korelacijskim časom. In če je ta manjše kot 1, delamo tako imenovanem extreme narrowing limit. To velja za majhne molekule, danes bomo seveda to malo bolj natančno obdelali. In take molekule dajo pozitiven NOI efekt. Po drugi strani, če imamo velike makromolekule, ki imajo daljše tau C, se pravi daljše korelacijske čase,
in ta zmnožek večji kot 1, pa rečemo, da smo diffusion limit in dobimo negativen NOI. Nekaj smo o tem že govorili, pokazali smo tudi, kako gre krivulja preko ničle, ampak o tem se bomo pogovarjali več v tem predavanju. Prav NMR je zelo zanimiv, ker v bistvu navajeni smo klasične izmenjave energije, tukaj pa gledamo lastnosti jedra. In jedro je nekje jasno v sredini atoma, potem nek vakuum in nekje si predstavljamo elektrone, ki so seveda v nekih orbitalah. Zanimajo pa nas interakcije teh dveh jeder, recimo, ki smo si jih predstavili v močnem zunanjem magnetnem polju, vzdolž osi Z, B0 smo ponavadi narisali, da seveda, če sta dovolj blizu, čutita drug drugega kot dva mikroskopska magnetka. In tale slika zdaj ponazarja, taka molekula recimo se reorientira, to, ko smo prej prejšnji transparenci imeli tumbling, in videli bomo, seveda, posamezen spin ohrani orientacijo, tukaj schematsko pokazano orientacijo v smeri Z, lahko bila seveda tudi minus Z, ampak bomo tudi videli, kaj se zaradi tega spremeni. Se pravi, orientacija spina se ohrani, oziroma tega mikroskopskega magnetka se ohrani, spremeni se pa njun relativen položaj glede na magnetno polje. In za opis gibanja molekule in pa dela molekul definiramo korelacijsko funkcijo. To je takale funkcija G od tau in imamo R, se pravi položaj atomov v nekem času, pomnoženo s položaj atomov v majhnem koraku naprej. Se pravi, pa ansambelsko povprečimo, kar označuje tale zgornja črta. Se pravi, korelacijska funkcija postavlja zvezo med parametrem v času T in nekaj časa kasneje. Nekaj časa kasneje ta tau. Se pravi, na nek način povezujemo gibanje molekule s časom. In časovna konstanta, ki tukaj nastopa, je korelacijski čas. O tem bomo se še pogovarjali. Zdaj, če je G, pravi, korelacijska funkcija v času nič, je seveda 1. Pravi, nič se ni spremenil. Lahko si pa tako predstavljamo, da recimo za biokemike bo zanimivo razmišljati o vezi NH, prav imamo vzdolž skeleta proteina, vsaka aminokislina ima nek NH par, razen prolin seveda, in si namislimo, da je med tem NH nek vektor, se pravi, obstaja v našem razmislu kemijska vez, in spremljamo relativno orientacijo glede na zunanje magnetno polje, na os Z. In ta os se seveda lahko s časom spreminja, če molekula na tak način prekopica. Vidite, da ta vektor se spreminja. In zdaj, če pa zdaj grafično predstavimo korelacijsko funkcijo kot funkcijo časa tau, pa vidimo, da takole eksponentno pojema, za primer kroglice v nekih pogojih, ki se le bolj ali manj približamo realnim pogojem. Vidimo, da tukaj nastopa ta tauce, ki smo že ga nekajkrat omenili, korelacijski čas, zlahka se zamislimo, da je odvisen od medijske mase, oblike molekule, pogojev raztopine, recimo viskoznosti in tako naprej. Na nek način si ga lahko predstavljamo tudi kot čas, ki ga molekula potrebuje, da se reorientira za eno stopinjo. Verjetno je, ko človek to prvič sliši, zelo intuitivno, ker si lahko predstavljamo, da neka večja makromolekula rabi več časa, da se obrne. Jaz sem ponavadi na predavanjih rad to ponazoril z ladicami, če smo v Koperskem zalivu recimo, in spremljamo tem majhen čolniček, se pravi, bo se izredno hitro gibal in bo njegova korelacijska funkcija hitro pojenjala, če pa gledamo en tanker, pa seveda je zgodba bistveno drugačna in seveda je potem tudi tele zveze, se pravi, korelacijski čas, ki ga v tem atomskem svetu bi predstavljal čas, da se molekula orientira za en radijanje, seveda pri neki večji ladji, nekem tankerju bistveno večji. Verjetno nam bo tale ilustracija dodatno ponazorila, kaj pravzaprav mislimo.
Se pravi jedro, gledamo C13 in NH. Kemijska vez tle ni narisana, ampak v takem sistemu, CH skupine, vemo, da je razdalja med protonom in ogljikom približno 1,1 angstrom. Zdaj to je, seveda ni izoliran sistem, je del ene molekule. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni? Če ta molekula rotira, seveda se bo tudi tale CH vez bo rotirala, če privzamemo samo to gibanje za začetek. Vidimo pa, da kaj zunanje magnetno polje, in že v prejšnji slikci smo ponazorili, da orientacija spinov posameznih jeder pa ostane vedno vzdolž osi Z. Ampak tisto, kar je zdaj najbolj zanimivo, če je bila vez tle pravokotna na B0, tukaj vzporedna in tako naprej, vidimo, da ko pogledamo silnice, se te, če rečemo tele levi, samo tole začetni legi, vidimo, da polje protona na mestu jedra spina C13 kaže nasproti B0. Se pravi, se bo polje v tej orientaciji odštelo. In ko smo že obravnavali kemijski premik, smo takrat operirali z lokalnim magnetnim poljem in smo videli, kako se modulira. V tej orientaciji, ko je CH vez vzporedna ali pa orientirana vzdolž B0, pa vidimo, da se polje prišteje. Če se molekula takole zavrti, se spet odšteje, takole se spet prišteje. Se pravi, če ta molekula rotira v času, bomo imeli neko, seveda mehno, ampak imeli bomo sinusno ali pa kosinusno modulirano variacijo senčenja, tako lokalnega magnetnega polja na mestu jedra C13. Zdaj mislim, da tole bo za nas zdaj precej pomembno za razumevanje efektov. Mislim, da je samo umevno, da je pomembno, kakšno je drugo jedro, se pravi, če gledamo jedro C13, kakšno je drugo jedro, pomemben bo njegovo geomagnetno razmerje in seveda pomembna bo tudi razdalja. Zdaj smo si zamislili direktno vezan na atoma, se pravi preko ene kemijske vezi, enojne vezi, drugače pa seveda lahko interakcijo gre tudi, smo povedali, do 5-6 angstromov. Če se vrnemo k naši korelacijski funkciji, se pravi za neko kroglico, smo že videli, da je korelacijska funkcija ima takole obliko, ena petina, ena minus t stav c. In povedali smo, da je tav c korelacijski čas, ki pomeni reorientacijo za en radian. Povedali smo tudi, da seveda tisto, kar nas najbolj zanima, je velikost, se pravi v smislu morske mase, oblike, se pravi kakšno strukturo ima, malo bolj kroglično, malo bolj raztegnjeno in tako naprej, temperaturo, viskoznost. In taka funkcija lahko za majhno molekulo pojenja zelo hitro, se pravi izgubljamo korelacijo z začetnim stanjem zelo hitro, take majhne molekule se hitro reorientirajo svoj položaj in korelacijski čas recimo nanosekundo. Ogromen protein, tukaj imamo neko ilustracijo za 100 aminokislin, to bo recimo 10 nanosekund. Še večja makromolekula bo imela še daljši korelacijski čas. Tisto, kar je za NMR-ista bolj pomembno, pa je, kakšne so frekvence tega gibanja. Mi smo spoznali operacijo Fourier transform in smo videli, da če imamo neko gibanje, neke spremembe, ki imajo periodičnost, lahko ugotovimo, kakšne frekvence so s tem gibanjem povezane in dobimo funkcijo, ki rečemo funkcijo spektralne gostote in jo označimo J od omega. Za takole kroglico, ki smo do zdaj obravnavali, se funkcija izrazi takole, to je pravzaprav naša Lorenceva krivulja, to je naš NMR signal. Vidite, da noter nastopata tau c, korelacijski čas, pa omega, Larmorjeva frekvenca. Tisto, kar je za nas zdaj najbolj zanimivo, se pravi funkcija spektralne gostote, na y-osi, na abscisi, na x-osi imamo pa frekvenco. In vidite, da imamo majhne molekule, ki imajo kratke korelacijske čase, imajo širok nabor frekvenc. To je tudi samo intuitivno, pa tista majhna ladica lahko skače hitro, lahko počasi in tako naprej in podobno je z molekulami. Če imamo veliko molekulo, ogromno makromolekulo, to je pa naš tanker, pa seveda so mu na razpolago samo majhne frekvence.
In je pa relativna zastopanost teh je pa velika. In seveda te slike vmes so tudi tiste. Se pravi, vprašamo se to, kakšno območje frekvenc, pravzaprav molekule, ki imajo različne korelacijske čase, in tukaj so ilustrirane in narisane z izračunom te zveze, kakšne frekvence, kakšna gibanja bojo posameznim molekulom na razpolago. Tukaj je še ena taka grafična predstavitev. Na x-osi imamo v logaritemski skali gibanja od kilohertzov, oziroma bolj, recimo, korelacijske čase, mega in do celo 100 gigahertzov in 1000 gigahertzov. Tukaj imamo pa relativno število. Se pravi, če imamo teoretično molekulo z molsko maso 10 daltonov, tako kot smo že prej povedali, je nabor frekvenc izredno širok. Vidimo, da je 10 in še 50 gigahertzov, potem pa počasi teh frekvenc ni več, ne bi bilo več takih molekul na razpolago. Seveda, to je samo računsko, vemo, da molekule z 10 daltoni ni. Se pravi, po angleško nekje je neka cut-off vrednost. Od tiste vrednosti naprej območje frekvenc hitro pade. Če gremo zdaj za molekulco, ki ima molsko maso 100 daltonov, vidimo, da je ta nabor frekvenc se konča nekje pri gigahercu. Če gremo k eni večji makromolekuli, recimo proteinu, z molsko maso 100 kilodaltonov, pa vidimo, da je cut-off pri recimo megahercu. Se pravi, ta molekula nekje nima gibanj, tle delež močno majhen, do 100 megahercev je še nekaj, ampak frekvence, ki prevladujejo, so do 100 megahercev, potem pa cut-off in število pada. Y-os je prav tako, se pravi, ni linearna, daleč od tega. Vidite, da je, se pravi, tle krat 2000, se pravi, integral pod temi krivuljami je pa vedno enak, ker gledamo isto število molekul. Tako vidimo, da je majhna molekulca, tale vertikalna skala je povečana za 2000-krat, ker drugače seveda bi bila čisto dol v črti. In seveda ne moramo na isti sliki imeti eno vrednost 1 in potem 2000-krat nižjo. Se pravi, te krivulje frekvenc, ki so na razpolago posamezni molekuli, so prilagojene zato, da lahko kaj vidimo. Zdaj, tisto, kar je za nas važen, je, da ugotovimo, da imamo majhne organske molekule, da imamo peptide, oligosaharide, oligonukleotide, z nekimi molskimi masami kilodalton, nekaj kilodaltonov, in da imamo velike biomakromolekule, seveda lahko tudi polimerne strukture, da seveda bojo te na tej skali neke vrste korelacijskega časa, da bojo pač imeli te različne karakteristike, različne korelacijske čase, in to pomeni tudi, da vidimo, kakšna gibanja, kakšne frekvence se jim na razpolago. Tisto, kar nas pri NMR najbolj zanima, je, kakšna pa je zastopanost teh gibanj pri frekvenci našega spektrometra. In tukaj imamo narejen to za spektrometer 500 MHz, se pravi, B0 bi bil okoli 11,7 Tesla, in se vprašamo, kako pa je z naborom frekvenc pri teh različnih molekulah pri 500 MHz. In lahko ugotovimo, da majhne molekule imajo ta gibanja, malo večje tudi, pri kilodaltonu pa to začne počasi upadati. Tiste pri 10 ali pa 100 kilodaltonov teh frekvenc praktično nimajo. To pomeni, če zdaj se vrnemo na naš drugi slajd, longitudinalna relaksacija, ki dela preko single quantum prehoda, bo z rastjo molske mase rasla, potem pa z nadaljnjo in se bo dosegla svoj maksimum, pri večjih vrednostih bo pa padla, praktično na nič. Se pravi, ker teh procesov ni, se bo to izredno počasnilo. Za nas bo seveda pomemben tudi prehod s spremembo dveh kvantov, double quantum transition, to je ponazorjen s to črtka na črto, in vidimo podobno. Majhne molekule imajo ta gibanja zastopana, velike ne. Za velike molekule po drugi strani bojo pa zanimivi ali pa pomembni prehodi s spremembo nič kvantov, zero quantum transitions, ki delajo na razliki frekvenc dveh jeder,
ki sta med sabo dipolarno sklopljena nekaj kilohercev, sploh to gre za razliko njihovih kemijskih premikov, pa vidimo, da imajo vse molekule to na razpolago, ampak zastopanost, množina teh prehodov je pri velikih molekulah veliko večja, lahko rečemo, da prevladuje. Razumevanje tega slajda, te transparence, je izredno pomembno za namer. Tisto, kar bi še enkrat poudarili, je, da je, se pravi, na x-osi imamo molsko maso, tukaj imamo T1 relaksacijski čas, kar so pa za orientacijo naše korelacijske funkcije, vemo, da če je majhna, se pravi 10⁻11 sekunde ali pa 10⁻8, da delamo z majhno molekulo ali pa makromolekulo. In tisto, kar smo videli iz prejšnje slike, je, da ko se molska masa oziroma korelacijski čas krajša, molska masa povečuje, T1 se krajša. Zakaj pa T1 pomembno? O tem smo se pogovarjali. To je bil naš prvi eksperiment inversion recovery, kako ga določimo, zakaj je pomemben. Povedali smo tudi, takrat smo tudi povedali, da če želimo zaradi občutljivosti eksperiment ponoviti več kot enkrat, se pravi 16krat, 32krat, 100krat, 1000krat, bo seveda zelo pomembno, ali moramo čakati 5krat 1 sekundo ali 5krat 10 sekund. Zato je to tesno povezan s tem, kako hitro lahko izvedemo naslednji eksperiment. In vidimo, da imamo nek optimum, ko je ta vrednost optimalna. To se zgodi ko je produkt omega, ta od C je približno 1. O tem se bomo še pogovarjali. Potem pa, ko gremo proti večjim makromolekulam, pa T1 spet raste. Ko imamo veliko makromolekulo, 100 kilodaltoni, relaksacijski čas T1, ki določa, kontrolira vračanje ravnotežne magnetizacije vzdolž osi Z, postane izredno dolg. Po drugi strani pa T2 vidimo relaksacijski čas v ravnini XY, transverzalni relaksacijski čas, spomnite se T2, ta pa monotono pada. Zdaj, idealno bi si želeli, da bi bil T1 kratek, da bi seveda takoj po eksperimentu lahko spet začeli z vzbujanjem ravnotežne magnetizacije M0. Žal temu ni tako. T2 bi si pa želeli, da je dolg, ker seveda dolg T2, spomnite se FID, pomeni ostre linije v spektru. Ampak vidimo, da je pri večji makromolekuli T2 zelo kratek in se pravi narobe svet, smo s tem omejeni. Mogoče vse te slikce, ki so bile do zdaj, ali pa tudi tale ponazoritev, da je za rigidno molekulo z nekim geminalnima protonoma 1,8 ohm narazen, Larmorjeva frekvenca 500 MHz, neka gostota, ki je tipična, raztopina tipična za proteine, seveda v vodi, pri 27 stopinjah Celzija, pravi sem toliko, da imamo orientacijo, da gre za neke dosti realne in pričakovane pogoje. No, to so tele omega tau C, to smo že v prejšnji transparenci povedali. Se pravi, mogoče bi zdaj tole razpravo, se pravi, zakaj zdaj želimo gibanja spremljati pri različnih frekvencah, na različne načine. Tole sem že povedal, da bi si želeli, da bi bil T1 hitrejši, da bi bil kratek, T2 pa dolg, nažalost pa tale zveza velja, ker je bilo tudi grafično pokazano. Mogoče bi to seveda presega detaljno obravnavo na tem predavanju, vseeno bi pa povedal, se pravi, relaksacijski čas T1, vsaj približno ga lahko razumemo kot, da ima prispevek zaradi interakcije dipol-dipol. To je ponavadi najpomembnejši prispevek, ki je modulirana, interakcija dipol-dipol je modulirana z molekulskim gibanjem, o tem smo se že nekaj pogovarjali. Potem so pa še druge interakcije. Ena je recimo spin rotation interakcija, tukaj recimo gre za gibanje aromatskih obročev, metilnih skupin, intramolekularne dinamične procese. Ti tudi prispevajo k temu, da je T1 hiter, kratek. Kvadrupolna interakcija je izredno pomembna in po navednicah močna interakcija. Če imamo kvadrupolno jedro,
bo močno dominirala relaksacija. Gre pa za sklopitev elektronskega polskega gradienta z jedri, ki imajo kvadrupolni moment. Imajo 14, deuter in tako naprej. Imamo tle člen, ki je scalar coupling, povezuje ga s hitro spreminjajočimi sklopljenimi partnerji, pri kvadrupolnih jedrih gre za modulacijo tenzorja kemijskega premika zaradi elektronskega gibanja oziroma molekularnega gibanja. Oziroma to je pravzaprav anizotropija kemijskega premika. Ta seveda postane pomembna pri velikih molekulah. O teh interakcijah CSA bomo še govorili tokom kursa. Zdaj, tole sem povedal zato, da pri NOI je bila pri imenovalcev NOI-ja je bila T1 relaksacija celotna, dominira pa dipol-dipol interakcija. Ampak če kjerkoli druga interakcija močna, recimo imamo veliko raztopljenega kisika, bo kvadrupolna interakcija postala pomembna. Prav moramo to vzeti v obzir. Spomnim bi še to, naša korelacijska funkcija, ki smo jo obravnavali, pa potem prevedli v funkcijo spektralne gostote, je predpostavljala, da molekula se obnaša kot celota. Tako da recimo ima kroglica in pravzaprav vse, kar je, se dogaja, ko se ta kroglica obrača. Pokaže se pa hitro, da molekule, sploh ko gledamo proteine, da temu ni tako, da imamo tako imenovana notranja gibanja, internal motions, ali pa imamo stranske skupine, ki štrlijo, in seveda imajo te skupine, ki niso strukturirane, ki štrlijo ven, svoje lokalno gibanje, ki ima drug nabor frekvenc kot neka celotna makromolekula. Spomnite, spektralna gostota pa frekvenca. Čas, ki nas bavi. In majhna, velika molekula ima nizke frekvence. Medtem ko, če imamo stransko skupino, ki je prosta, ki ni recimo strukturirana, se pa vodikova vezana ali kakšno drugo interakcijo, bo seveda imela na razpolago druge gibanja drugih frekvenc. In v literaturi, da to je že 40 let in več, so s funkcijo spektralne gostote prilagodili. Imamo ta rigidni del, ki opredeljuje, definira gibanje, rotiranje, rotacijo, tumbling celotne molekule in pa del, ki obravnava te stranske skupine. Zdaj zlahka si predstavljamo, v zadnjih letih je veliko govora o intrinsično neurejenih proteinih in seveda tam ta člen postane zelo pomemben. Stranske skupine, pa deli nekih zank v strukturi postane dominanten. Tukaj nastopa člen, ki mu rečemo S na kvadrat, S square, generalized order parameter. To je enostavno v tej zvedi, strokovni izraz. Če je S2, S kvadrat 1, pa imamo rigidno kroglico. Ta člen odpade. Če pa imamo S kvadrat nič, pa pomeni, da imamo popolnoma fleksibilno molekulo. In to nam zdaj omogoča opisati sistem. Zdaj pravi, ko bomo obravnavali funkcijo spektralne gostote, bomo obravnavali lahko gibanje celotne molekule in upoštevali tudi gibanja stranskih skupin, ki so seveda lahko drugačna. Zdaj, zanimivo se je, tako za ponazoritev, spremljamo gibanje dveh spinov I in J. Mislim, že na samem začetku sem rekel, naj bo to recimo dušik. Proton, ki je na njega vezan, povezana sta z nekim medatomskim vektorjem R in J. To seveda nas zanima zdaj ena velika pa majhna molekula. In theta je pa kod med tem atomskim vektorjem in zunanjim poljem. Stavim, da tale kod se lahko hitro spreminja pri majhni molekuli ali pa zelo počasi pri veliki molekuli. Mislim, da smo pa ponazorili dovolj dobro v tem predavanju, da je seveda zelo pomembna povezava z larmorjevo frekvenco. Tale slikca na desni ponazori, da pri majhni molekuli preteče kratek čas. To imamo majhen krogec, ko pride do nekih sprememb, gibanj, korelacijski čas, da se pravi definira gibanje, da se nekaj spremeni, orientacija tega vektorja je kratek. Pri veliki pa ta čas velik.
In videli smo tudi, da se pravi majhna molekula dominirajo visoke frekvence, se pravi bojo prehodi spremembami 2 kvantov, medtem ko pri velikih molekulah dominira tale zero kvantum prehod, alfa beta v beta alfa. Pravi, zdaj seveda, če se lotimo bolj detaljnega, bolj natančnega opisa, se moramo vrniti k našemu, se pravi, izrazom za verjetnosti za prehode. Pravi, za spin 1, se pravi, eno kvanten, single quantum, prehod za jedro I in S. V teh členih vidite, da nastopa giromagnetno razmerje za jedro I, se pravi, ker gre za interakcijo z S, imamo medatomsko razdaljo na 6. potenco, obratno sorazmerno, nastopa korelacijski čas in pa tale člen 1 plus omega kvadrat tau C na kvadrat. Sorodni izraz za prehode z enim kvantom za jedro S. Tisto, kar je zdaj zanimivo, so prehodi s spremembo 2 kvantov, prav imamo seštevek frekvenc teh dveh jeder, zero kvantum je pri razliki frekvenc. Zdaj tisto, kar bo nam ostalo, pa smo še vrnili, je tale, da je interakcija obratno sorazmerna 6. potenco razdalje med protoni. Bomo tudi na koncu tega dela predavanja pokazali, kako zelo hitro potem ta stvar pade. Opozoril bi vas, da smo začeli z interakcijo protona s protonom, se pravi, nekaj naredimo, sem rekel, s protonom, ga recimo saturiramo in gledamo, kaj se dogaja z intenziteto na protonu. In če smo v majhni molekuli, bo NOI pozitiven, če smo v veliki, bo negativen. Povedal bi sem še to, recimo NH par sem že parkrat omenil danes, vidite, da je ta tudi izredno odvisen od tega, ali imamo lastnosti male molekule ali velike, pa večkrat sem že opozoril, da če imamo nestrukturiran del proteina, se bo obnašal kot prost in seveda bo fluktuacija, nabor frekvenc, ki bo na razpolago bo. In študij heteronuklearnih NOI-jev je pomemben pri razumevanju lastnosti, dinamike, strukture nekih biomakromolekul, kot so recimo proteini. Če se zdaj pogledamo, da imamo dva spina, HA in HB, predpostavimo, da nista sklopljena skalarno, sta pa dovolj blizu, da sta dipolarno sklopljena, se pravi, se čutita preko interakcije dipol-dipol. Tale diagram bi nam zdaj že mogel biti jasen, v osnovnem stanju sta tako jedro A kot B v stanju alfa, če vzbudimo B, se pravi, oziroma če vzbudimo A, se opravičujem, je A v stanju beta, če vzbudimo B, je B v stanju beta. In to so prehodi s spremembo enega kvanta, single quantum transitions. In to so ti štirje, ki dajo, se pravi, signal na spektru. Potem so pa že povedali, da ko bo sistem se vračal v ravnotežje, kar daje tok na daljavi, so spremembe v nivojih preko prehoda s spremembo enega kvanta, ampak na populacije pa vplivajo prehodi s spremembo nič, zero quantum transition ali pa spremembo dveh double quantum transitions. Tukaj je zdaj ponazorjeno več ali manj vse. Se pravi, na prejšnji vaji smo tudi videli, da lahko sistem ponazorimo tako, ker imamo 4 energijske nivoje, rečemo vsakmu četrtina populacije spinov, prav niti nimamo ali pa jeder, niti nimamo neke silne aproksimacije. V nižjem, se pravi energijsko bolj ugodnem stanju, imamo 2 majhna delta več, v najvišjem pa 2 delta manj prispevkov. In mi za našo grafičnost je to predstavljamo, če imamo 2 polna krogca, pomeni 2 delta, lahko presežek populacije v stanju alfa-alfa. In če bi na to stanje, na to energijsko stanje delovali z 90-stopinskim pulzom in potem detektira signal, se prenaša pulzne zaporedje pulse and acquire, bi v spektru zaznali 2 signala, se pravi z ustreznima frekvencama za jedro A in za jedro B. In seveda bi potem prepisali fotokemijski premik. No, zdaj pa uvedemo to motnjo, kot smo začeli našo razpravo o NOI.
In ta motnja v tem primeru pomeni, da nasilimo prehode jedra A s continuous wave, saturiramo ta signal, bom pa še malo povedal, se pravi, da uvedemo toliko energije in tako dolgo, da razlik v populacijah nivojev za jedro A enega in drugega ni več. To pomeni, da seveda signala v spektru ne bo. In če bi takoj zdaj posnel spektr, bi v spektru ostal samo signal za B, ki bi seveda bil tam, kjer je, in tak intenzitete. Ker pa ta proces nasičevanja traja morda nekaj sekund, pa seveda stanja B-ja, se pa B prehodi za B postanejo aktivni. In zgodi se, če gledamo majhno molekulo, da tile prehodi spremljajo do dveh kvantov, se pravi double quantum relaksacija z beta-beta v alfa-alfa, prispevata k temu, da se razlika prehodih prek enega kvanta spremeni. In tako vidimo, da se intenziteta signala za proton B poveča za 50%. Ilustrativno lahko vidimo, da imamo zdaj dve črni kroglici, pa tukaj eno prazno, se pravi, razlika 1 in 4 je 3 delta. Zdaj, če se spomnite slajd 2 nazaj, smo imeli zveze z verjetnostmi za prehode. Mi lahko predpostavimo, da v rigidni molekuli so razlike v frekvencah manjše kot 1, produkt omega manjši kot 1 in to, in zveze za verjetnosti za prehode se močno poenostavijo in v bistvu ostane samo razdalja in seveda to nam bo prišlo prav. Se pravi, zamislimo lahko trispinski sistem, saturiramo jedro A in gledamo njun NOI, dipolarno interakcijo, kaj se zgodi z intenziteto jedra B, kaj se zgodi z intenziteto jedra C. In seveda tole pišemo v enačbah, smo videli, dobimo takle dosti kompleksen izraz. Predno nadaljujemo s tem, bi samo še ponazorili, kako zares tak eksperiment deluje. Se pravi, tale del nam je dobro znan. Mi moramo počakati, da pridemo v stanje, ko imamo M0. Potem pa neselektivno, se pravi, vse spine, vse protonske spine, ker gre za protonski eksperiment, zbudimo in detektiramo tok na tuljavi. Ampak v tem eksperimentu pa predhodno uporabimo selektivni puls samo na jedro A. Zdaj, kaj ta selektivno CV, se pravi continuous wave razklapljanje naredi? Magnetizacija jedra A, vzdušnosti Z, počasi izgine. Prej smo v energijskem diagramu videli, da ta signal razlike v populacijah ni in signala v spektru ne bo. Kljub temu, če tle vzbudimo, ampak razlika v populacijah nič. Medtem tisto, kar nas pa seveda najbolj zanima, je pa, kaj se sedaj dogaja z B-jem, ker sta dipolarno sklopljena, B pri majhni molekuli pridobi na intenziteti in vidimo rahlo povečanje. Ker je pa takole povečanje težko izmeriti, pa naredimo tako imenovan difference eksperiment. Zato se temu reče NOI difference spektroskopi. Se pravi, naredimo kontrolni eksperiment, v katerem pa selektivno saturiramo stran od A, daleč stran od obeh jeder, in tako dobimo kontrolni spekter. Se pravi, nek referenčni spekter, kjer imamo signal za spin A in signal za spin B. In razlika med spektroma je takle difference spekter. Vidimo, da imamo na kemijskem ali pa na frekvenci jedra A maksimalno negativno Z, se pravi minus 100% za A, in pa majhen ostanek, tukaj je to ojačanje intenzitete zaradi tega NOI-ja. To je pravzaprav kvantitativen dokaz NOI-ja, ki ga seveda obravnavamo pri interpretaciji. Mogoče bi vseeno še si vzeli večkrat trenutek, se pravi, lahko te dve jedri A in B si zamislimo, da imamo dva rezervoarja, ki sta med sabo povezana s posodo, mislim z neko skupno steno. V posodo A damo grelc in segrevamo ves čas, tako da je temperatura konstantno 50 stopinj. Zdaj, kaj se zgodi? Jasno, toplota vhaja v okolico, zdaj so itak zimski dnevi, si to zlahka predstavljamo, to bi bila naša T1 relaksacija jedra A. Nekaj toplote se pa prenese na tole sklopljeno posodo B.
In tukaj vidimo, da doseže recimo 30 stopinj. Zakaj pa ne več? Ja, zato, ker nekaj toplote konstantno uhaja v okolico. Se pravi, tudi B relaksira, tudi B oddaja, in smo videli, kaj logi tudi na relaksacijo, se pravi, dobimo neko, to, kar rečemo v tem žargonu, steady state, se pravi NOI. Mi smo A konstantno nasičevali, ima konstantno temperaturo, konstantno grejemo, posoda B pa tudi doseže svoje stacionarno stanje, ampak zaradi izgub v okolico seveda ne gre višje. Prav, če zdaj se preselimo v naš NMR žargon, se pravi A saturiramo in izginja in pred neselektivnim read pulzom, to smo tudi že omenjali, ki so magnetizacijo odkloni uravnih XY, ko potem zaznamo signal, HA je saturiran, se pravi signala ne bo. Medtem ko B pa doseže svoje ravnotežno stanje. In to bo tisto ojačanje v spektru. In take vrste, se pravi referenčni spektr in spektr, ko smo enega od jeder nasitelj, tukaj imamo majhno ilustracijo, se pravi ilustrativno vidimo A in B sta geminalna protona, imata nek odziv, A in C sta protona, kjer jih razdalje nas recimo najbolj zanima, uporabimo te zveze z NOI, vse drugo, game, omega, tau C smo spustili in samo rečemo NOI, AB je toliko in AC je toliko. Se pravi, to so zdaj pa eksperimentalne vrednosti, to so praktično NOI AB pa NOI AC, eksperimentalne vrednosti. Se pravi, kako pa lahko rešimo tako zvezo? Ja, če imamo eno razdaljo znano, recimo, da je AB vemo, da je sta geminalna protona, se pravi, bo razlika med njima poznana, 1,8 angstroma, lahko preostalo vrednost, ki ne znamo, izračunamo. Edino, kar je, se pravi RAB, 6. koren iz razmerja teh NOI-jev. Potem pa se tle praktično, se pravi, seveda, ko nasitiš A, kakšen je NOI na B, kakšen je NOI na C. Bomo nasitili tudi C, pa videli, kakšen je NOI na A. To bomo seveda skozi primere, pa tudi na vajah še obravnavali. Tale zveza je izredno široko uporabljena, ima svoje omejitve. V tej literaturi NMR spektroskopije se imenuje two-state, pa two-spin approximation, isolated two-spin approximation. Bomo o njej tem težavah te zveze še govorili, pa zaenkrat bodimo navdušeni. Dobili smo metodo, kjer preko kvantifikacije NOI efektov in poznane ene od razdalj lahko izračunamo neznane razdalje. Mogoče bi ilustriral samo še to, da NOI pada 6. potenco, mislim, da to ni popolnoma intuitivno, verjamem, da si vsak študent lahko to izračuna, ampak vseeno, če imamo dva spina, ki sta narazen 1,8 angstrema in temu pripišemo milijon, potem pa pogledam recimo spina, ki sta narazen 5 angstremov, bo intenziteta NOI-ja samo 2000. Zdaj, verjetno si to razmerje težko predstavljamo, ampak vidimo, da z razdaljo NOI dejansko zelo hitro pojenja. To bi bilo za to predavanje vse.